Pa sem noter najdel porno revije, mi pa vsi mladi pa zmešani, a veš. Dobro jutro, en zanimiv list s papirja sem dobil v roke, in sicer danes bomo vozili prenovljenega X-Traila, tole je pa list, s katerim soglašam z embargom, ki velja do 1. avgusta. Tukaj piše, da v bistvu ne smem pokazati nobenega dinamičnega materiala, to pomeni avto med vožnjo. Vse ostalo, sploh da je avto primer ali pa da jaz not sedim, ki je primer, to pa mislim, da velja. Potem, ko Grega slika tele detajle, a veš, tudi pri X-Trailu je maska drugačna, ne, tudi pri temule je tale V-shape, dosti širši, bolj tak, markantna, kako se temu reče. Pa meglenke niso več okrogle, ampak so zdaj takšne, pa žarometi so malo drugačni, skratka, cel sprednji del je malo popedenat. Pa tudi, ker se zadka tiče ene par sprememb, ne, recimo vsebina luči je drugačna, tele ledice malo drugače, avto se premika, ne sme snemati. Pa odbijač je tudi malo drugačne oblike, zdaj moram pa nehati snemati, zato ker se vas Gregatom začela voziti. Ja, mimogrede, volan je tudi tukaj nov, tako kot pri Qashqaiu pa pri Mikeli tudi. No evo, za nama je od Okene 50 km, mogoče je to ta pravi čas, da povem par čisto osnovnih stvari. Se pravi, ta avto je največji Nissanov SUV, lahko ima 5, lahko ima pa tudi 7 sedežev. Pa nisem prav, da jih je 2016 prodal nekaj čez 770 jurjev, kar v bistvu pomeni, da je to najbolj prodajen SUV na svetu. Zdaj Evropa za ta avto ni glih zanemarljiv trg, ne, ampak daleč najbolj pomembna sta pa Amerika pa Kitajska. Hvala Brenclov, ej! Ja, much better. Je pa ta avto, glih tako, Qashqai napredoval tudi v tehnološkem smislu. Je pa res, da daleč od tega, da bi bil po varnostni, ali pa recimo temu aktivno varnostni plati švohne. Že pred prenovo imel kupenih dodatkov, je se tlev napisan, kaj je že vse prej znal, ne. Prepoznave prometne znake, samodejno znal parkirati, malo opozorilnik utrujenosti, pa valjda 360-stopinjsko kamero, pa blind spot assist, to je nadzor mrtvih kotov, pa lane departure warning, to je tisto, da ne zašajtaš svojega pasu, mislim, te opozori, preden to narediš. Pri tej aktivni varnosti je zdaj sistemu za samodejno zaviranje dodal še prepoznavanje pešcev. V bistvu tako kot Qashqai. Še eno stvar sem pozabil povedati, zdaj po to novo ima tudi rear traffic, ne, rear cross, rear traffic. V bistvu ima zdaj ta sistem, ne, če rikvrc voziš, pa če nisi previden, pa nekdo zadnji pripelje tukaj, on sam zažlajfa, če ne vidiš ti unga avta. Kar se praktičnosti tiče, že prej se je tale zadnja klop lahko nastavljala po naklonu, pa tudi vzdolžno. Ker pa je novost zdaj tukaj v drugi vrsti, je pa to, da je zdaj lahko tudi ogrevana, prej tega ni bilo. A ja, pa tole je tudi novo, lej. Sem mislil, da ne bo dela. Pa mislim, da ga z nogo lahko tudi zapreš. Ja, stari, 2 Brenca sta šla noter. Drugač pa, kar se kabine tiče, ne, volan sem že omenil, da je nov, drugih večjih sprememb ni, je pa tale površina tukaj mehkejša, pa tale pri sovozniku, pa pri moji nogi tudi. A veš, da ne žulu kolena. No, tako zdaj pa na vrsti offroad proga, taka bolj makadamska cesta z par izzivi vmes, ki je dolga 13,4 km. Plan pa je, da preizkusimo sposobnosti tega 4-kolesnega pogona, ki ga ta avto ima, je pa drugač prilagodljiv, v bistvu imaš lahko tudi, ne, samo 2-kolesni pogon, lahko pa prešaltaš na 4 pogon ali pa zakleneš. Kar pomeni, da se pogon enakomerno razporedi med sprednjo pa zadnjo osjo v razmerju 50-50. Vidiš, tukaj gor se gre. Ali le kako lovsko opazovalnica. Nummer 3! Apropo lovske opazovalnice, ne, se še zdaj spomnim, ker smo šli tam na eno zraven Rafalš, pa sem noter najdel porno revije, mi pa vsi mladi pa zmešani, a veš. Me pa čaka, le. Pa dobro, ker imam avto že glih na tej idilični lokaciji, lahko še kaj povem, ne. Kar se motorjev tiče, ni nobenih sprememb, to se pravi, da ostajata 2 dizla, 1.6 pa 2.0, to je ki ga zdaj jaz testiram v unmu, ki še ni prenovljen. Drugač pa tudi za X-Traila velja, da bo razmeroma kmalu začel sam voziti, oziroma da bo deležen skupka teh tehnologij, ki mu bojo omogočale avtonomno oziroma polavtonomno vožnjo. Tele razgledi, ne, se kar nehajo. Stari Ferrari, no, daj nehi. Veš to? Lušten. 13,4 km gozdno makadamske ture končane, jaz moram reči, da ne vem, kdaj sem nazadnje toliko živel na makadamu. Cesta je zaprta, enosmerna, mer imaš, pa lahko res uživaš, ne samo v razgledih, tudi v vožnji. Stari, čak. Kva pa je to za en avto? No pictures? Why you're standing in front of us? Stari, a si videl to? To je bil en predserijski izdelek, si videl, ki mu spredi in zadnji luči na lima, ne? Zdaj se pa omakne, rekel, ne slikati, ne snema, sem rekel, stari, pred hotelom si parkiral, Ja, mislim, da bo to ta nov Continental GT. Zdaj, če se pa sprašuješ, ne, kaj je ta avto delal pred vhodom v hotel? A veš, tako da je ta hotel čisto oziroma praktično na letališču. In včasih se zgodi to, da avtomobilske znamke takim res vplivnim pa najmočnejšim medijem ponudijo sedež ali za volanom, ali pa na sopotniškem sedežu še prednji avto serijski. Znotraj armaturka škoda prekrita, pa zaprta, pa sam volan si videl, ne, še volan je bil zaprt.
Samo števčke si videl, pa se to mora biti navaden za voziti.